Najprej en lep pozdrav vsem, kjerkoli ste že. Malo sem na klepet vrgel uč in sem videl, da sem se že vprašal, imam jaz danes seminar oziroma dogodek za slovensko publiko ali na Hrvaškem. Vidim, da ste pokrili vse od Portoroža dol do Dubrovnika. Tako da upam, da se imate fajn, upam, da ali ste v Sloveniji, ali ste kje druge, ali ste na dopustu, ali ste delovno, kakorkoli, upam, da uživate in da ste si naredili življenje tako, kot si vi želite. Tako da, če ste dopustniški, vam želim, da se fajn regenerirate, da se fajn uživate, spočijete, kakršenkoli je že vaš dopust. Če ste pa delovno, evo vam pa želim en velik push energije, oziroma vam pošiljam eno dobro energijo, da bo vse skup teklo tako, kot ste si zamislili. In to je tudi današnji namen tega večera. Dal sem naziv zdravilni večer, zdravilni dogodek, zaradi tega, ker so se energije na planetu Zemlja kar dosti spremenile in se mi zdi, da se ljudje ne znajo čist dosti ali prilagoditi novim energijam, ki so, ne znajo razumeti pojavov, ki se dogajajo na nebu. Mnoge poravnave, naprimer, so se v teh obdobjih že zgodile in se še bodo. Mnogi kozmični stiki, veliko energij prihaja, kolektivna energija ljudi na Zemlji se je spremenila, pa se mi zdi, da se eni ljudje kar dosti mučijo s tem. Se mi zdi, da eni ne znajo najti nekega ravnovesja v sebi. Se mi zdi, da so eni kot ping-pong žogce, skozi malo živčni, skozi malo napeti, pa smo rekli, pri nas dajmo en zdravilni večer narediti, oziroma jaz bi z veseljem rekel, da smo mi rekli, nismo mi, da Kriste rekla, oni gor so rekli, duhovni vodniki so rekli, dajte organizirati en zdravilni večer, dajte ljudem naše informacije, tako da vse to, kar bom danes povedal, so v bistvu informacije od naših duhovnih vodnikov, so informacije od planeta, od Lady Gaje, so informacije od vaših nadangelov, angelov in tako dalje. Tako da jaz sem res počaščen, da lahko danes vam predam ene stvari, ki vem, da vam bo zelo pomagale v življenju. Tako da eni vem, da ste prvič z nami, dobrodošli, vem, da ste prvič na broadcastingu, sem šel malo pogledati, kdo se je prijavil, tako da tisti, ki ste prvič z nami, evo, mi smo fajn, mi se imamo vedno fajn, ko se družimo skupaj. Energija na klepetu ste videli, kakšna je, veliko, vem, tisti, ki vas je danes, ste naši redni tečajniki, tako da evo, to smo mi, svetlobna družina, potovanje duše, moderatorska ekipa je fajn, Krist je fajn, Vito je fajn, Nuša fajn, vsi smo fajn tukaj, tako da dobrodošli res na enem fajnemu dogodku, verjamem, da se boste fajn imeli, pa da boste veliko novega spoznali. Tisti, ki ste pa že bili z nama, pitak vete, da pri nama lahko vedno pričakujete fajn in vedno nekaj novega. In tudi danes bomo druge stvari govorili, kot smo se mogoče do zdaj pogovarjali, in imam par zelo ključnih presenečenj za vas, informacij za vas, tako da dajte me spremljati, dajte poslušati, da ne boste zamudili, ker vam bom enih par takih zelo konkretnih daril energijskih povedal, izdal, predal in boste prvi, ko boste ene stvari slišali, tako da resno se zahvalite sebi, da ste se odzvali na to povabilo, ker lahko danes naredimo zelo velike spremembe. Tako da tisti, ki pa ste prvič z nami, sem tukaj, da boste vedeli, mi velikokrat delamo dogodke na spletu, takšne dogodke in drugačne, tako da se skozi dogaja. Prav, skozi imamo stik z ljudmi in skozi učimo zelo pomembna znanja, ki so pomembna v tem obdobju. S Kristi nikoli nismo učili nekih znanj, ki so bila pomembna 20 let nazaj, ali pa nekih znanj, ki bojo čez 1000 let aktualna na Zemlji. Ampak vedno učimo znanja, vedno predajamo znanja, s katerimi se lahko človek zdaj pomaga. In tudi to je namen današnjega večera. Namen današnjega večera je, da vam dam eno usmeritve, eno pomoč. Zakaj? Zaradi tega, ker, ne vem, če veste, ampak v tem obdobju sem jaz že nekaj časa nazaj, 2-3 mesece nazaj, skanaliziral eno zelo pomembno novo frekvenčno zdravilno metodo. Imenuje se Amazonija drugače. Sam to, da boste videli, ne bom že zdaj na začetku o tem govoril, vam bom kasneje omenil, ampak to je ena taka zelo pomembna zdravilna energija, zelo pomembni zdravilni principi, pristopi, ampak predvsem drugačni za zdravljenje človeka na vseh nivojih, na vseh telesih in drugih ljudi in planeta.
In jaz sem bil zelo začuden, ko je Lady Gaga in še eni duhovni vodniki prišli in so dali to metodo, za katero sem jaz bil skoraj prepričan, da še ni čas za njo. Jaz vem, da je današnja družba zelo tako, človek je zelo egoističen v modernem času, zelo gleda sam nase, zelo tako se je oddaljil od nekih starodavnih znanj in od narave in nekako nisem razumel, zakaj je zdaj toliko pomembna zdravilna metoda je predana. In reče Lady Gaga, zaradi tega, ker se je frekvenca spremenila. Frekvenca se je spremenila na planetu. Saj vidite, kaj se vam dogaja ljudem v zadnjih letih. In res, v zadnjih letih, v zadnjem letu oziroma v 2 letih se je zavest ljudi na Zemlji zelo spremenila. Eni ljudje so v tem obdobju zrastli in so, ne vem, poslovno napredovali in so si postavili življenje. Ampak moram biti zelo iskren, da je pa velika večina ljudi, to se pravi res večina ljudi, 80+ % ljudi je pa v zadnjem letu, v zadnjih 2 letih zelo energijsko padlo. In jaz imam to možnost, naprimer, ker delam z ljudmi, a veš, jaz delam z ljudmi na tečajih, delam z ljudmi na delavnicah, na meditacijah in to je veliko ljudi in lahko že nek vzorec vidim, da so pač eni ljudje žalostni. In da so eni ljudje znotraj sebe nesigurni, da se nek strah zelo poveča v ljudeh, ne, kaj bo prihodnost prinesla, ali bom sprejela prave odločitve za svoje življenje. Ne. Pa se v enih ljudeh nesrečnost vklopila, ne, nesrečnost v službi, v kateri so obtičali, eni so nesrečni glede zvez partnerskih, v kateri so, ali pa vizija, ki imajo za življenje. Ne. In predvsem ta občutek neke anksioznosti. Jaz že dolg časa, pa že res več let delam z ljudmi, že dolg časa nisem videl toliko veliko anksioznosti, napetosti in stresa pri ljudeh. Saj včasih na prvi pogled ne izgleda to tako, ampak potem pa, ko človeka opazuješ dlje časa, pa vidiš, da so nekaj nervozen, da skozi ljudje hitijo, da imajo zelo nizek tolerantni prag, da skozi neki eni eksplodirajo. Ne? In potem sem se pogovarjal z Gajo in je rekla, veš, na planetu Zemlja se ful frekvenca spremenila. V zadnjih letih so se vam zgodili dogodki, ki so zelo spremenili zavest ljudi in mnogi so pač padli v teh dogodkih, padli so v teh spremembah in so začeli ustvarjati ljudje vzorce v glavah, strahov, vzorce panike, vzorce jeze, ne? In vse to nekje mora eskalirati. Veš, glavna težava je, Glavna težava na planetu Zemlja je, da ko človek enkrat ustvari neko misel, pa tudi če je ta negativna, ne, ali pa toksična, ali pa neko čustvo, da postane nosilec nekega čustva, se bo to začelo nekje materializirati, se bo to začelo nekje v telesu kazati. Na nek način, v energiji, mogoče čustveno, ampak v veliki primerov pa fizično. Ne? In veš, ena stvar na tem planetu je, da ko človek nabaše negativno energijo, ko človek postane nosilec negativne energije, se ta negativna energija nikoli ne izrazi takoj, direktno. To se pravi, ko ti postaneš jezen, se ne zboliš takoj, ne? Ali pa ko ti postaneš prestrašena, sej se ti nekaj takoj v telesu ne poruši. Ne, ponavadi ti nosiš neko energijo znotraj sebe, jo držiš v nekem krču, se jo oklepaš, mogoče čisto na podzavestni ravni, ne? Ali pa mogoče celo zavestno, kakorkoli, in s tem živiš, mogoče mesec, 2, 3, in vmes ti začnejo v psihi, v čustvenem sistemu na telesu kazati neki znaki, neke spremembe, ne? Ampak do te faze, veš, še ljudje vedno lahko vse rešimo. Ljudje lahko v preventivni fazi, v tej fazi, na začetku, ko še niso te energije butnale ven, lahko vedno rešimo stvari. In to je ta možnost na tem planetu, da človek na tem planetu lahko izkusi marsikaj. Človek na tem planetu pa lahko nabaše katerokoli negativno čustvo. Človek na tem planetu si lahko privoši zelo veliko jezo, zelo veliko razočaranje, zelo velik strah. Pa se mu to ne bo nikjer poznal, če se bo tega takoj lotil. Veš, to je, planet Zemlja je v našem biološkem telesu to zelo pametno naredil. Človek lahko izkuša stvari in dokler se odloči, da bo pač neko stvar izkušal, ne rabi biti trajna posledica. To je tako, v vodo skočiš in če ti ni všeč voda, lahko greš takoj ven. In to ljudje delamo s čustvi in z mislimi. Dobimo negativno misel in če nam pač ni všeč, če nam ne služi, jo lahko takoj spustimo. Dobimo negativno čustvo, ugotovimo, da se pa ne počutimo fajn, če smo nadrkani pa jezni in ga lahko takoj z neko energijo ali odločitvijo ali pa meditacijo spustimo. In temu se reče na nek način preventiva. Ne? Da spremljaš sebe in da skeniraš sebe in da nekako veš, kdo si
in v bistvu se samo odločaš, kaj boš nosila in kaj ne. Če pa človek ne spusti te energije in je z nekega razloga, ali z navade, ali z občutka ujetosti, ali pa nemoči, ali z tradicionalnih vzorcev, ali z občutka naučenosti, ali ugajanja drugim ljudem, zadržuje v sebi, nosi v sebi dlje časa, se pa začne to nekje na enem sistemu sidrati in mu začne ta negativna energija soustvarjati vse, samozavest, samopodobo, odločitve, vizijo, manifestacijo, vse mu začne soustvarjati in posledično rušiti. In tudi zdravilno energijo in regeneracijo. In potem začne človek padati. In kdaj se večina ljudi ustavi? Večina ljudi se ustavi na tem planetu in začne razmišljati, kaj za vraga se mi je zgodilo in kaj se meni sploh dogaja takrat, ko je že nekaj izraženo na telesu. Takrat, ko so že v burnoutu, takrat, ko so v popolnem stresu in morajo dopust v službi vzeti. Takrat, ko morajo v bolnici pristati ali pa zdravilišču ali pa na prisilnem dopustu zaradi tega, ker so se nekaj poškodovali ali pa nekaj zboleli. Na temu pa rečemo na zemlji kurativa. Ja, po toči zvonite pa kar malo pozno, ne? In zadnje čase zelo veliko toča pada, ne? Tudi zato poletje kar dosti napovedujejo točo v vremensko. In ja, dostikrat ljudje pač probajo zvoniti po toči. Zakaj zdaj to govorim? To govorim zaradi tega, ker se je energije v zraku so res napete. Se vidite sami, kaj se dogaja na tem planetu. Poletja so zelo vroča, ekstremna, potem pa kar naenkrat se ohladi, pade zelo hladen zrak in se zgodi toča v parih minutah. Energija, sonce je močno, ljudem se, naprimer, zdaj je bilo par dni sonca, so eni ljudje kar vrtoglavico dobivali, migrene, ne. Dejstvo je, da moramo priznati, da se kolektivna energija na planetu zelo zaostrila. In energije to poletje se bojo sam še zaostrovale. Prihajajo ful močne poravnave, kozmične poravnave, lune, Lady Gaia postaja zelo močna in človek nekako ne razume sprememb, ki se dogaja na tem planetu. In tisti ljudje, ki ne bojo to poletje prijeli energije, ki ne bojo to poletje začeli gledati vase, začeli gledati v svojo glavo in izvajati energijske preventive, čemur je namenjen današnji večer, bojo jesen, če bojo vstopili enkrat v september, v oktober, z nekimi nerazrešenimi stvarmi znotraj sebe, dobivali take šamarje na vseh področjih in fizičnem in poslovnih in odnosih, da bojo komi na nogah obstali in eni ne bojo na nogah obstali. In s Kristi smo oba rekli, mi da moramo zdaj nekaj narediti zaradi tega, da se ne bojo ljudje sesuli, zaradi tega, ker ljudje mislijo, da je zdaj napeto. Jesen je tista, ki se bo še enkrat, dvakrat bolj energijsko izražala na ljudeh in bo popokalo vse, kar mora popokati. Ampak ne, če mi začnemo izvajati preventivo. Ne? In veš, mogoče niso trenutno več konvencionalne metode, katere poznamo ljudje že dolgo časa na zemlji. Ne? Imamo veliko konvencionalnih metod zdravljenja, ne? So fajn, absolutno, in so funkcionirajo in so močne in mnoge zdravilne metode, ki jih imamo ljudje na planetu Zemlje že mogoče tisočletja, so izjemne in jih ljudje potrebujejo. Ampak zdaj rabimo pa k spremenjeni frekvenci, ki se je začela dogajati na planetu, dodati tudi spremenjeno frekvenco zdravljenj. To je razlog, zakaj sem jaz Amazonijo naredil tečaj zdravilnih planetarnih energij. In zakaj, naprimer, jaz delam s kristali, ne? Tukaj sem jih par prinesel, ne? Da jih pokažem. Kristali so izjemni, ampak kristale ljudje poznajo že tisočletja, ne? Ampak, naprimer, šola za kristaloterapeute, na kateri pa jaz delam pa čisto na drugačen način dela s kristali, čisto drugačna frekvenčna zdravljenja, so čisto na druge točke, energijska polja v telesu vplivamo, ne? Tako da jaz sem zdaj zelo velik del svojega poslanstva in časa in energije posvetil temu, da pomagam ljudem se prilagoditi na frekvenco. Zakaj? Ker tisti ljudje, ki se bomo to poletje prilagodili na frekvenco, ki je v zraku, ampak je ta frekvenca, če jo prav uporabljamo, lahko izjemno manifestacijsko močna, bo pa jesen ravno kontra. Bo pa jesen absolutno manifestacijsko bogata, da ne govorim o zimi, ko bo enkrat leto 2024 nastopilo. Tisti ljudje, ko zdaj držimo energijo, bo leto 2024 eno najbolj sanjskih let naših življenj. A veš, in zaradi tega smo zdaj, ko imamo vsi čas za te spremembe, imamo dovolj časa, da spremenimo vse, karkoli rabimo spremeniti ali pa dobimo informacije, se izobrazimo, imamo vsi dovolj časa za vse to, lahko stopimo na to pot.
Ne? In to je razlog, zakaj sem jaz danes vas zbral tukaj, ker vam bi rad dal en diagnostični seznam za vaše življenje. Jaz sem si tu zapiske naredil, ker je veliko pomembnih stvari, pa da bom kaj spregledal, bom včasih na tale računalnik pogledal, ker imam ga res vse zapisane, so pomembne stvari in tudi vi si vzamete list papirja, pa si zapišite te zadeve. Zaradi tega, ker vam lahko rešijo zelo pomembne stvari v življenju. A prav? In pa vam bom tudi dal neke usmeritve, kje lahko vi zgradite neko področje, če boste ugotovili, da ste šibki bolj, kje lahko dobite informacije. Sam spremljite. In eno zelo posebno darilo vam bom danes tokom večera razkril. Okay? Pa gremo. Glej, prva stvar, veš, ko ljudje, naprimer, dostikrat dobijo, nabašajo neki, ljudje se najpogosteje kar zbudijo, ko jih telo začne boleti. Ne, bodimo realni. Dokler se ljudje malo čustveno slabo počutijo, še malo probaj si zanikati, še malo ignorira, ampak ko jih pa telo oseka, ne, ko pride neka bolezen ali pa neka poškodba in to zahteva zdravljenje, ne, takrat pa folk začne razmišljati, kaj dela narobe, kaj mora spremeniti. Ne. To je ta kurativo, o kateri sem prej govoril. No, ampak naše telo ima zelo močne biološke radarje in zelo močne biološke antene. Če znamo mi brati ta sporočila, ki nam jih telo daje, non-stop, lahko mi že vnaprej vidimo, kaj se nam lahko razvije v telesu, ali pa da imamo neko neusklajeno energijo v sebi, ki lahko v jeseni eskalira v ali zelo težko lekcijo, ali zelo velik energijski šamar, zelo nesrečno življenje in ustavimo to. Tako da jaz sem danes razdelil na tri področja stvari, okay? Na tri področja branje, diagnostično branje energije, zato da boste imeli neko strukturo, pa zato da boste lahko razumeli, kaj govorimo. Pa gremo. Prva stvar, kako veš, da je v tvojemu telesu nekaj narobe? Človek ne ve, da je v njegovemu telesu nekaj narobe samo takrat, ko mora na urgenco iti. Človek že veliko prej to ve. In imam par takih dobrih znakov. Spanje. Spanje je zelo pomemben indikator zdravja. Če naše spanje kul, potem pomeni, da imamo usklajeno energijo. Sploh zaradi tega, takrat, ko spimo, veš, energija je zelo podzavestna in zelo naša realnost pride ven. Ko mi spimo, takrat se mi ne moramo pretvarjati, ne nosimo maske. Takrat smo to, kar smo. In če spanje je kul, pomeni, da smo tudi nekje globoko v psihi in v čustvih v redu. Če pa spanje ni v redu, potem je to zelo alarmanten znak. Prva stvar, ali veliko več spiš? To se ti dogaja, da ful preveč spiš. To pomeni, da rabiš več spanja kot normalno. Veš, kaj lahko to pomeni? To lahko pomeni, da ti zelo manjka energije v življenju. Če ti manjka energije v življenju, potem pomeni, da se ti bo nekje ta energija začela odvzemati in ponovadi ravno tam, kjer jo najbolj rabiš. S tem ti začne avtomatsko padati vitalnost. Tako da bod pozorna, če preveč spiš. Ali pa pomeni, da rabiš zdravljenje. Kdaj človek več začne spati? Ja, ko je bolana, ne? Zdravi ljudje ne spimo več. Bolani ljudje rabijo več spanja. Pusti zdaj, da si včeraj cel dan košarko igral, ne? Pa včeraj si cel dan plavala na morju, pa si danes utrujena, pa pač več spiš. To je druga stvar. Ampak da zdaj ti v nekem obdobju več časa spiš, pomeni, da ima tvoje telo potrebo po neki regeneraciji, pomeni, da se ti nekaj dogaja v telesu, pomeni, da moraš pogledati globje, ne samo več spati. To je prvi signal, na katerega bi te rad danes spomnil. Druga stvar pri spanju je, ali težko spiš. Eni ljudje imajo ful težave s spanjem, sploh ne morejo spati. Eni sploh ne morejo zaspati. Eni se tako premetavajo po noč, štejejo ovce, štejejo kamele gor v glavi, razmišljajo, vse živo. Zakaj človek težko spi? To ni normalno. Človek je biološko narejen, da spi po noč, 6, 7, 8 ur, kolikor že. Zakaj človek nek tak naravni proces težko izvaja? Zaradi tega, ker ima energijsko razbito energijo. Če človek energijsko razbit, tako kot vaza, ki pade na tla, ki se raztreš na 75 koščkov, bo težko spal. Sestavljeni ljudje ne spijo težko. Sestavljen človek se uleže, 5 minut malo razmisli, kak dan je bil, da ljubčka partnerju na posli, objame otroka, poboža psa in gre spati in čez 5 minut spi kot top. Če pa človek energijsko razbit, pa ne more spati, pa se pa premetava. Razumeš? Tako da pogledaj, ali ti mogoče si energijsko razbita. Naslednja stvar, imaš nočne more. Nočne more. Veš, nočne more, ljudje rečejo, ja, to so sanje, sem sanjala nekaj težkega. To spet to ni normalno, ne? Zakaj bi ti sanjala nekaj težkega? Zakaj bi imela more? Zakaj bi tebe kdo v sanja sploh lovil?
Zakaj? Razumem, mogoče se je včeraj zvečer kak butas film gledal, kjer so se streljali pa davli. Ok, pa imaš danes nočne more, zaradi tega, ker podzavestno predeluješ film. To rešiš tako, da nehaš gledati neumne filme. Evo, super. Ampak če imaš pa ti nočne more v normalnem življenju, se pravi, greš na morje, pa imaš nočne more, doma imate kul odnose, pa imaš nočne more, nihče te ne zlorablja, pa imaš vse nočne more, pomeni, da imaš ene zelo težke vzorce strahov podzavestno, da te neki podzavestno mori, neki vzorci ti sekajo po noč ven in ti vlečejo tvoje demone mentalne in ti jih kažejo v glavi. Veš, in to je zdaj klic, treba je pogledati, kaj je tisto, kar me po noč mori. Jaz bi po noč rada spala, jaz nočem imeti po noč nočnih mor. Veš, to je ena taka stvar, ne? Ljudje, ki rečejo, sem imela ful težko noč, ne več tega, moraš pogledati, zakaj je bila težka noč. Naslednja stvar, zjutraj, ko se zbudiš, ne vem, pa lahko spiš 8 ur, še vedno nisi naspana. To pomeni, spiš 8 ur, po vseh logičnih, bioloških zakonih bi se ti mogla zbuditi, pripravljen na nov dan, gremo akcija, super, danes imamo službo, danes imamo ta projekt, danes gremo tja, danes moramo to narediti s to energijo. Ljudje so zjutraj tako se zbudijo, sram kavo, stari, taj meni kofi, jaz dokler zjutraj ne dobim kave, sploh ne moram zaštartati, veš, in pa so tam do 9, kot da so ravno kar pretekli maraton in pa dobijo tisto 2 litra kave in pa, ok, pa so pa v delovnem modu. Če se ti to dogaja, imaš nekaj vseb, kar ti srka energijo, imaš neko kroničnost, nekaj te ščrpava, imaš luknjo noter v energijskem rezervoarju in to ti odteka. Ne moreš tako živeti. Ti se rabiš zjutraj, ko se zbuditi, veš, gremo, akcija, življenjski namen, purpose, še en dan na zemlji, super inkarnacija, tukaj sem. Ta energija, ne pa tist, ima kdo kavo. In to so taki znaki, ko jih ljudje ful tako čudno jemljajo. To je en primer, diagnoza spanja. To poglej, naslednja stvar, povečana stopnja žeje. Ljudje čist vodo imamo ali pa čaj, kar tam nekje v glavi. Folk sploh ne gleda pitje, ampak ti veš, da če se tebi poveča stopnja žeje, da je to zelo hud energijski indikator, da se tebi nekaj zelo konkretnega dogaja v telesu, da to ni kar tako mimogrede, da to je zelo pomemben diagnostična stvar, ki jo moraš ti zaznati, če hočeš razumeti, kdo si. Če imaš ti povečano stopnjo žeje, pomeni, da ti nekaj ful kura energijo. Pomeni, da imaš nekaj v življenju, ki te ščrpava, ki te kur, ki te energijsko prazni. Zato mi pijemo. Voda je zelo močen prevodnik energije, prevodnik prane. S tem, ko mi konzumiramo tekočino, mi sebe polnimo, ne samo s tekočino H2O molekulo, ampak z prano. O tem te bom ogromno naučil na kristaloterapevtu, tako da bom pa več povedal, kristali so dobri prevodniki vode, voda je tekoči kristal. In če te rabiš ti več vode, se moraš vprašati, zakaj rabiš več tekočega kristala v sebi, kaj za vraga se ti dogaja v telesu. In kaj te ščrpava, kdo te ščrpava, te partneri ščrpava, te šefi ščrpava, veš. Tako da, ful je pomembno, da ugotoviš, da je voda zelo pomemben indikator in rabiš pogledati svoj ritem pitja, kako piješ. In če preveč tega, se moraš vprašati, zakaj. Naslednja stvar, povečana želja po junk hrani. To je ta hitra hrana, sladkor, preveč sladkih stvari, hitro pripravljena hrana, slani šusi direkt v žilo. To se pravi, veš, takrat, ko človek dobi to željo, da hoče zdaj junk hrano jesti, takrat, ko človek govori to, dobi to hudo potrebo po sladkorju, je padel v preživetveni nagon. Zdaj se to z Gajo pogovarjajo, rekla, takrat, ko ljudje dobite to enormno količino cukra, željo po cukru, padete v preživetveni nagon. Nekaj vam je tako močno znižali zavest, nekaj vas je tako močno izčrpali, da boste pojedli karkoli. In to je refleks, preživetveni refleks. Človek, ki se izgubi v divjini, on tam, ko vidi jabolko, pa tudi če je malo bolj zelena, jo bo po 2 dneh pojedel. Ne bo zdaj rekel, jaz pa te jabolke ne bom pojedel, ker ni čisto zrela, malo je zelena, valjda, da jo bo pojedel. In ljudje v divjini jejo korenince in ližejo ljubje, ko se izgubijo in jejo travo, samo zato, da preživijo. In tudi to je junk hrana. Junk hrana je energijsko mrtva hrana in človek ima preživetveni nagon, ki ga nekaj toliko močno utrudili, ki ga nekaj toliko močno shirali, ko mu čustvene moči zmanjkali, bo pojedel karkoli, bo prišel pod roko samo zato, da bo preživel, da bo prišel čez dan. Če se ti to dogaja, pomeni, da nimaš čustvene moči v sebi. Pomeni, da si čustveno moč izgubila nekje v svojem življenju, zaradi tega to kompenziraš, zdaj to s hrano. Zadnja stvar,
so bolečine v mišicah. Veš, mišice so naš prevodnik manifestacijske moči. Koliko imamo mi zelo močno manifestacijsko moč, zelo mišice prevajajo to energijo, ker so raztezno tkivo, raztegajo se in lahko potem nadzorujejo, da velika količina manifestacijske moči butne čez nas. In če človek ima bolečine v mišicah, pomeni, da mu je zmanjkalo življenjske moči za življenje. Mišice so namenjene premikanju, mišice so namenjene kreaciji. Človek, ki nima življenjske energije, ne more kreirati, ne more se premikati. Mi rečemo skrajnemu pomanjkanju življenjske energije umiranja, ne? In mišice so nosilke tega, tako da poglej, kaj se ti z mišicami dogaja, imaš kakve krče, ali ti mišice trzajo. Naprimer, to je naslednja stvar, ljudem, ki mišice trzajo, ko imajo krče mišične, ne, in potem jih malo trese, tako grem pred spanjem jih trese, ali pa jih imajo take sunke, zdrzljaje, bi temu rekli. Če imaš mišične trzljaje, da ti mišice trzajo, tole včasih na vekah ljudem trzajo, ali pa nekaj mišice zagrabi, pomeni, da se nisi zmožna soočati z energijami, ki prihajajo v tvoje življenje. Jaz ne vem, kaj prihaja v tvoje življenje, ampak to je namen danes, veš, da ti pomagam to razumeti. Ker ne moreš trzati v življenju, ne moreš biti prestrašen, kdo ti bo kaj rekel, s katere smeri bo kaj priletel. A veš, ti vseeno ne rabiš imeti energijo tako močno, mišično energijo postavljeno, da se gibaš čez življenje, ne da skozi gledaš v smer. A veš, kje, kaj bo, a mi bo uspelo se soočiti ali se ne bo, ne, in to dosti imajo ljudje. Trzanje mišic ni tako nedolžno, kot zgleda na prvi pogled. Ko včasih ljudje rečejo, ja, magnezija ti manjka. Ni vedno samo magnezij, ne. Včasih je to, da letijo energije, katerih se bojiš. Naslednja stvar, migrene, bolečine v želodcu, tega ima ljudje kar dosti. Ljudje kar zagrabi glavo, bol, ljudje kar zagrabi bolečine v želodcu in jih kar zgaga peče in jih stiska noter. To pomeni, da se ful težko soočaš z energijami, ki so prišle v tvoje življenje. In to ni tako spet, veš, pogosta stvar je zelo, ampak je pomembna stvar, da jo razumeš. Zakaj se ti dogaja? Zdrav želodec nima bolečin, zdrava glava nima migren. Naslednja stvar, ko pomisliš, da moraš iti meditirati, se bi zjokala. Spet meditacija, jaz vem, da moram meditirati, ampak meni se ne da, jaz sem tako utrujen, jaz ko mi gledam, in zaspala v meditaciji. To slišim velikokrat drugače. To pomeni, da imaš energijski burnout. Če ne moreš meditirati, pomeni, da si energijsko skurjena. In v tem stanju, kakršnekoli cilje že imaš, jih ne boš uresničila, ti povem, za vizije, za kreacijo rabiš ti energijo. Ti ne moreš v življenju ustvarjati, če nimaš energije. Večji so cilji, več življenjske energije rabiš in ljudje so tako brez energije in če nimaš energije za meditacijo, moraš nujno nekaj spremeniti. Ne? In tukaj vam, če ste se kjerkoli v tem delu zdaj prepoznali, jaz vam resno svetujem, da začnete delati s kristali. Kristali so ti prevodniki teh življenjskih, regenerativnih energij in če znate usmerjati energijo kristalov, zlahka kristali podprejo na potenco v življenju. In vem, ljudje poznajo kristale, ampak ne znajo delati z njimi, zato sem naredil šolo za kristaloterapevte. Šola za kristaloterapevte je eden najbolj naprednih tečajev kristaloterapije, jaz bom rekel, kar v našem vesolju. Tam take stvari učim. To ni namenjen sam tečaj tistim, ki hoče zdraviti druge ljudi, ampak predvsem sebe, da sebe postaviš energijsko, da znaš vse bolečinska jedra zdraviti, da znaš svoje polje kristalno spremeniti, da veš, kaj se tebi dogaja, da si znaš položiti kristale, komunicirati z njimi, preprogramirati svoje zapise, ki jih imaš v sebi in seveda tudi v drugih ljudeh, če želiš delati, ne? In to je razlog, zakaj sem vam danes podaril darilni bon za šolo za kristaloterapevta. Začnem je zdaj 16. julija, zdaj sred julija in jaz nikoli ne začenjam tečaja sred poletja. Ampak to poletje sem pa naredil izjemo zaradi tega, ker ljudje res to rabijo. In rabimo se naučiti upravljati energije in kristalne energije so ena najpomembnejših energij v tem letu, ne samo v tem poletju. Tako da, če te to kliče, uporabi darilni bon, zlodi si ga, pa se prijavi 16.7. Ok? 16. julij lahko te peljem na zelo močno pot kristaloterapije. In vzamem vedno omejeno skupino ljudi, ker delamo zelo napredne kristaloterapije, zelo velike vprašanja in zelo napredna znanja so in ta znanja vedno spremenijo življenje ljudem na način, na katere niti ne pričakuješ zdaj. Tako da vsi tisti, ki so bili pri meni, vejo, o čem govorim. Ne? In na tem tečaju delamo z ledjerami, naprimer, ne?
delamo na teh kristaloterapijah z takimi ful pomembnimi varuhinjami kristalnih energij in dobiš kristale na dom, zato da te jih naučim programirati, fizične kristale, da lahko delaš z njimi, prav vržen te v kristaloterapio. Veš, razmisli o tem, to je, da če bilo karkoli od tega, kar sem zdaj naštel v tvojem življenju, res razmisli, da začneš delati s kristali. Če te zanima, veš, kaj me najdeš, ne? In pa še bon imaš, ok? To je bilo telesne stvari. To so bile stvari, ki se ljudem na telesu izrazijo, na katero boste zdaj naprej pozorni. Zdaj vam bi rad povedal čustvene stvari, to se pravi čustveno neskladje, čustven burnout, čustven sistem. Dosti se ljudem na čustvih dogaja. Če se tebi nekaj na čustvih dogaja, je to dobra stvar, moraš vedeti, da lahko to zelo hitro spremeniš. Čustva lahko ljudje hitro preprogramiramo, hitro razrešimo in se hitro soočimo z njimi, ampak se moramo soočiti z njimi, ne moramo jih kar ignorirati. Ne moramo mi kar reči, tja bo že zginil, ne bo. Če ti nosiš nek čustveno vzorec v sebi, ne bo ta vzorec kar zginil, dokler ga ne spustiš, predelaš, razumeš. In rad bi ti zdaj tukaj povedal, kako vidiš, da si mogoče čustveno sesuta. Prvi tak indikator je, ko ti ljudje nekaj rečejo, takoj zavibriraš. Veš tisto, ko imaš težko obdobje, si živčna in pa ti nekdo nekaj reče, mogoče ni mislil slabo, mogoče, ne vem, v napačnem trenutku postavil napačno vprašanje in skočiš in takoj, kaj, se hočeš skregati, takoj v napadalni mod, takoj v borbeno energijo, takoj braniti, takoj, veš, ta energija, takoj skakati za vsake malenkosti. Včasih, naprimer, vidiš na tem planetu ljudi, v trgovini, naprimer, se to vidi. Včasih so v trgovini kakšni ljudje, pa ga nekdo ima v ruk na skomalcem, pa tako človek, pazi, ki hodiš, modela, si slep, ne. Pa sorry, no, sem šel mimo, saj nisem ti, ne vem, vrgel poštenga, oprosti, se opravičujem, ja, pazi, ki hodiš, a si smotan, ne. Veš, to so ljudje, ki so čustveno živčni, a se to tudi tebi dogaja. Ne zamenjevati tega za polnim urnikom. Veliko ljudi v 21. stoletju ima polno življenje, pomeni, da jih veliko vlog igrajo, pa so starši, pa so zaposleni, pa so šefi, pa morajo biti prijatelji, pa imajo mame, pa imajo očete, pa imajo soseda, pa milijon obveznosti, pa hobije, pa biznis, pa služba, pa firma, pa finance, pa hiša, pa milijon stvari je. Ja, ampak to še ni upravičilo, da je človek živčen. Človek lahko dela milijon stvari čez dan v mirni energiji, srečni energiji. Če snepaš, če skačeš, če si živčna, pomeni, da imaš znotraj sebe nekaj, kar te zajeda, spodjeda, nekaj, kar te nervira, nek tujek energijski imaš v sebi in ker ga nisi locirala, ti seka ven takrat, ko te nekdo strigira, ko ti nekdo pritisne na vročo točko, ko te nekdo postavi v situacijo, ne. In tega je veliko danes. Jaz vidim, ko ljudje se skozi bemtijo nekaj po cestah, pa skozi strobijo, pa skozi so neke sirene, pa skozi je neko hitenje, pa zaletavanje. To ni v redu. To ni mirno sklen človek. Ja, pa je to takšno življenje. Ni takšno življenje. Ljudje so si v glavah naredili takšno življenje. Jaz poznam ljudi, ki vodijo velike biznise, pa so mirni, pa so srečni, pa nacentrirani, pa meditirajo, pa vse. Ne, lahko. In to je tisto, kar je zelo pomembno. Zdaj počasih tukaj ljudje sprašujejo, ne, če ima, naprimer, krvni tlak. Krvni tlak, naprimer, ki ga imajo ljudje, je zelo povezan z čustvenim nihanjem. Krvni tlak je en tak biološki, sicer telesni izraz oziroma telesni indikator, ki se spremeni, če ljudje čustveno nihamo, ne. Tako da ja, če imate zdravnika svojega ali pa imate farmacevta, pa si merite krvni tlak, da boste videli, kakšen je vaš normalen tlak in kakšen tlak je tisti, ki ga imate takrat, ko ste čustveno živčni. In če vam tlak niha in imate tudi v mirnem stanju vibrirajoč tlak, je to nek tak zelo opozorilni znak, da se nekaj dogaja in v vašem telesu in v čustvih, ne. Zdaj pa eni ljudje imajo pa visok krvni tlak že od začetka rojstva, ne. Tudi take stvari obstajajo, da imajo ljudje neko nestabilno ali pa živčno energijo že od rojstva. To so pa ponavadi karmične stvari, a veš. Vse so tudi dojenčki, naprimer, ko imajo kakšne bolezni ali pa imajo kakšne vzorce, ki so jih podedovali od staršev, ne, se že rodijo z neko tako stvarjo. To je, mi rečemo temu karmično, energijski zapis, družinski zapis, ne. To je v bistvu spet samo čustven zapis, katerega je pa pač treba seveda pogledati, ampak malo globje. Ne, če imaš že naprimer nekaj od rojstva takšnega, da te že od rojstva zgaga peče, da te že od rojstva migrene napadajo, da te že od rojstva krvni tlak se dviguje, ali imaš ful visokega ali pa ful nizkega.
Pa pomeni, da je pač treba ta vzorc, zakaj temu tako poiskati na globih nivojih podzavesti. Ne? In je treba iti globje v meditacijo in je treba malo bolj pokopati v podzavest. Ne? Nič ni zdaj to, če imate neko situacijo že od rojstva, bau. To samo pomeni, da je bila ustvarjena še mogoče pred vašim rojstvom v celičnem spominu in je treba od tam pogledati. Vse to je mogoče, ampak je treba pač se poglobiti v to, a ne? Tako da v danes malo pomirim. Da karkoli se vam dogaja, morate vedeti, da imamo ljudje vedno možnost, da to upravljamo. Vedno imamo ljudje možnost, da to zrihtamo. A prav? Ne, tako da to je taka pomembna stvar, da veš. Ali pa še naslednja taka stvar, primete, da bi kričala ali pa jokala. Eni ljudje so tako na robu joka, eni ljudje tako mu rečeš bu, pa se kar zjoče, eni mu rečeš bu, pa se kar zdere nazaj, ne? Ko tempirane bombe. Veš, to zopet ni normalno stanje. Če ti hočeš skozi jokati ali pa kričati, vem, da si skozi napeta, da skozi stojiš na robu in pol skozi upaš, da te ne bo nihče porinil čez rob. Veš, to spet ni fajn tako živeti. Zaradi tega, ker se živimo v svetu, na katerem vsak dan stotine stvari ljudi, energij prileti v našo energijo. Se moramo biti sposobni soočati z stvarmi. In zdaj, če si tako občutljiva, veš, da ti to ne gre, pomeni, da imaš neko tako zelo močno, toksično, nesrečno, nestabilno energijo v sebi. Tako da vsi tisti, ki ste se zdaj prepoznali v tem, kar sem zdaj govoril, jaz sem res svetujem, da to poletje meditirate. Vzamite si to poletje za meditacijo in naredite glih kontra, kaj naredi večina ljudi, ker kaj ljudje naredijo polet. Ljudje rečejo polet, ja, zdaj je pa poletje, zdaj je pa sonček, zdaj je pa kavica na terasi, zdaj gremo pa na morje, zdaj si bomo pa malo frajt meditacijo vzela in potem ljudje imajo to nerealno predstavo, ki jo včasih dopusti in sonček in ne vem zadeve dajo, ne? In potem, ko se vrne nazaj v službo, pride realnost ven. In ko se vrne jesen nazaj v službo ali pa šole, so ljudje čiživčni. Ne, glih polet rabite meditirati. Zdaj so manifestacijske energije v zraku, ki vam bojo pomagale močno meditacijo narediti. Zdaj podvojite meditacijo. Na dopustu ne, da ne meditirate, dvojno meditirajte. Zaradi tega, ker vas bo vse podprl. In ljudje tukaj ful veliko napako naredijo. Ljudje zaradi tega, ker poletja tako brezbrižno preživijo in tako ignorantsko do svoje meditacije preživijo, si za pol leta sesujejo energijo samo zaradi tega. In ker ne želimo skristi, da se vam to zgodi, smo zato poletje pripravljali najbolj izjemne meditacije. To so meditacije, na katerih bomo takšne portale odpirali, s takšnimi duhovnimi biti delali. To so superiorna sončna poravnava, naprimer, ko se že zdaj konc junija začne, bomo karmo gradili. Mislim, kakšno karmo imaš zapisano, si predstavljaš, da imaš to informacijo, kaj lahko ti narediš, če razumeš svojo karmo v življenju, zakaj je tako, kot je. Pa naslednja stvar, meditacija z Isis, skrivnostni dežniki magije. Vi veste, da imate si magijo v sebi zapisano, da lahko aktivirate, da lahko delate take stvari, ko vam noben ni povedal, da ste zmožni. To se začne julija, ne? Pa ne vem, 27. V juliju je na Dangel Sandalfon, bomo gradili poletno angelsko hiško, gremo pač tja noter, zelo pomembne stvari spoznavati. Pa na Dangel Natanijel, pa Mihael bo tam imela v poravnavi Merkurja pa Venere eno tako zelo močno meditacijo. Pa 1.8. za svoj resni dan bom naredil meditacijsko terapijo, to bo moje darilo za vse tiste, ki boste prišli na meditacijo, super polne lune. Ker bom na tej meditaciji aktiviral kodo 108, to je zelo pomembna kozmična koda, ki gradi naše telo in gradi vesolje. Če aktiviramo v sebi, se nam vse poveča v življenju. Mi dva s Kristi se res trudimo oba, da vam približamo, odpremo čim več možnosti, da lahko vi stopite v svojo moč, ampak vi pa rabite ta korak narediti. In uporabite to poletje za to. Poletja so namenjena temu, da se ljudje v njih okrepimo, ne energijsko zgubimo. In ko enkrat jesen nastopi, pa si pa ti nafilan od celega poletja, pa ti haraš, jesen je pa manifestacijsko obdobje. In zima je obdobje žetve manifestacij. Si predstavljaš, da ti stopiš v september, oktober, november z to energijo postavljeno, kot ti nihče nič ne more. To ti da, na primer, da meditacija, ne? Tako da na naši spletni strani Potovanje duše imate za celo poletje razpisane zelo posebne meditacije. Mene kar tako gane me, kaj jih preberem. Res so posebne. A prav, samo to, da pogledate. Znam pa še eno uvid za vas. A prav, tudi še eno področje diagnosticiranja, kaj je pomembno. Kako veš, da ti pa drugi ljudje nekaj pošiljajo, ne? Zdaj smo govorili, kako veš, da se tebi nekaj dogaja, ali v tvojem telesu, ali v tvojih čustvih, oziroma v tvojih mislih,
to je tvoje, do zdaj je bilo v tvoje stvari, a ne? To zapravo si razčiščvala pri sebi. Zato smo naprimer zdaj govorili o meditaciji, tečaju za kristaloterapijo. Veš, to so stvari, ki tebe gradijo, te pomagajo, tebe spoznati. Včasih se pa človek slabo počuti ali pa se mu nekaj dogaja, ker mu drugi nekaj pošiljajo. Ja, živimo v svetu, ker živimo z drugimi ljudmi. Ne? Veš, kako veš, da ti drugi ljudje eno energijo pošiljajo? Da ne moreš spustiti energije nekega človeka. To pomeni, da ti nek človek energijsko si ne vem, v sporu z njim, ali pa imaš neko neskladje, nek konflikt, ali pa pač se sam grdo gledata, ali pa on tebe na vse zadnje grdo gleda in ti skozi misli uhaja njemu. Skozi ti ta človek v glavo hodi. Skozi razmišljaš o njem in se skozi sprašuješ, zakaj je to rekel, kaj je mislil s tem, a je res tako mislila, zakaj me je tako pogledala. A se ti to dogaja? Ker eni ljudje, naprimer, ko dobivajo energijske napade od nekih ljudi v svojem življenju, skozi razmišljajo o njih. Če skozi razmišljaš o nekom človeku, in to niso zdaj glih lepe misli, ampak so nesigurne misli, prestrašene misli in ne veš čisto točno, kaj zdaj, ali dobro ali slabo, in najverjetneje ta človek energijske nekaj pošilja, neke svoje frustracije, neke svoje pakete. Ne? Tako da, če ti veliko razmišljaš o nekom človeku, ponovadi ljudje ne razmišljamo zaradi tega, ker si želimo, ampak zaradi tega, ker neko energijo probamo prebrati, pa je ne znamo. Ne? In pač probaš s tem podzavestnim razmišljanjem ugotoviti, kaj ti človek pošilja. Zakaj že jaz danes šestič o tebi razmišljam, pa piše, ka se mi nisi ne brat, ne sestra, pa zakaj toliko razmišljam o tebi? Zaradi tega, ker probaš podzavestno prebrati, kakšno energijo, ki te očitno nervira, ti človek pošilja. To je prva stvar. Naslednja stvar, kako veš, da ti drugi ljudje nekaj pošiljajo. O teh ljudeh ti pride na ključna informacija od tretjih oseb. To pomeni, tretja oseba pride v tvoje življenje, nek naključen prijatelj, znanec, sorodnik in ti omeni to osebo, ki ti pošilja ali energijske napade ali negativno energijo. Tukaj moraš vedeti, da drugi ljudje, veš, ki niso čustveno vpleteni v tvoje situacije s tvojimi ljudmi in tvoje odnose, so zelo intuitivni. In včasih so ljudje uporabljeni kot messengerji, kot prinašalci sporočil. In če včasih tebi kdo omeni nekega človeka, tako mimogrede, obstaja velika šansa, da ta človek tebi nekaj razmišlja ali pa ti nekaj pošilja. In zdaj, če se prijetno počutiš, ko ti eni ljudje omenijo tretje osebe, je ponavadi ta človek lepe stvari o tebi govori ali pa ti jih pošilja. Če te pa zavibrira nekaj, če se počutiš pa slabo ali pa ti ni prijetno in se vprašaš, zakaj mi pa ti zaomenjaš tega človeka, kaj ima pa ta človek s tabo, ne? Zakaj si mi pa zdaj zanimivo, da si mi to rekla, si pa zaznal energijski napad. Tukaj bi ti rad res samozavest budil, zato da boš večkrat prebrala sporočila drugih ljudi, ko ti pride nek človek in ti govori o neki tretji osebi. Veš, ni vedno samo naključni pogovor. Včasih je predano intuitivno sporočilo, katerega rabiš zaznati in rabiš ga slišati. In še ena taka, na primer, stvar je, kako veš, da ti drugi ljudje nekaj pošiljajo, slučajno vidiš na socialnih omrežjih ali pa televiziji ali pa internetu nekaj, kar te spomne na te ljudi. Veš, včasih, ko gledaš kak film ali pa kako da, ali pa nek članek bereš, in te pač nekaj spomne na človeka. In zdaj zopet poglej, a je spomin pozitiven, ker če je spomin pozitiven, super, ne, te pač nekaj pomagali zgraditi odnos s tem človekom. Če te pa spet negativna energija prežame, ali pa ti ni misel prijetna, ali pa postaneš nervozna, prestrašena, si pa zopet dobila opozorilo od nekega medija tokrat, televizije, sporočila na socialnem omrežju o tej osebi, na katero rabiš biti pozorna. Ne, in včasih ljudje rečejo, kako ti znaš brati energijske napade, kako ti veš, kdo ti želi slabo. Zaradi tega, ker imamo ljudje to sposobnost. Ljudje imamo to intuitivno inteligenco v sebi. Ko enkrat meditiramo redno, ko enkrat smo iskreni sami sabo in vemo, kdo smo, se nam zbudijo ti naravni darovi, ki jih imamo in lahko beremo energijske napade. Ne? In naslednja stvar, ki še lahko ugotoviš, da ti nekdo pošilja negativno energijo, je, da tega človeka sanjaš. Jaz vedno, če meni nekdo pošilja energijske napade, prestrežem te napade v sanjah. Sanjam človeka. In vedno, ko se zjutraj zbudim, pa se to ni zdaj tokrat, da bi zdaj rabo tem, ne da bi se mi to na dnevni bazi dogajalo, ampak včasih, ne, pač javna oseba sem, veliko stvari govorim, veliko stvari predavam, valjda, da stopim komu na živce. Vedno sanjam tega človeka. Vedno z obrazom, imenom, priimkom ga vidim.
Zaradi tega, ker v sanjah smo ljudje zelo inteligentni, veš. V sanjah ljudje sprostimo svoj ego, sprostimo blokade kanaliziranja in takrat mi vse lahko zaznamo za svojimi astralnimi telesi, ki so v sanjah zelo živi, ne. Tako da bodi pozorna na svoje sanje. Če sanjaš neke neprijetne sanje v povezavi z nekim človekom, obstaja zelo velika možnost, da ti ta človek zopet pošilja neko energijo, katere ti mogoče oziroma najverjetneje ne želiš sprejeti. No in zdaj smo tukaj govorila o stvareh, kako vedeti, da ti drugi ljudje nekaj pošiljajo. In na tej točki imam pa zdaj neko rešitev zate. In to je zelo veliko presenečenje. In jaz sem zelo počaščen, da mi je moja draga žena dovolila, da jaz najavim to presenečenje vam, zaradi tega, ker je ustvarila neko stvar, ker je naredila nekaj, kar nihče v Sloveniji ne ve. In ste vi prvi. In je ustvarila nekaj, kar vas bo naučil kredibilno komunicirati z energijami vesolja. Ali ste na začetku svoje duhovne poti, ali ste mojstri meditacije in vse vmes, ne glede na to, kje ste, je Kristi Žmahar ustvarila na skrivaj, kot presenečenje, nekaj, kar vam bo vzel dih. In nihče še ne ve, Kristi je ustvarila nadangelske orakelske karte. Ampak to niso navadne karte. To so karte, ki ona jih s tako predanostjo, s takim fokusom, s tako ljubeznijo in s tako visoko intuicijo pisala, s tako sestavljala ta paket kart. To je izjemen produkt. Tako da teh kart nima nihče, te karte bodo prišle to jesen ven. In meni so kar solze začele nabirati tako luči, zaradi tega, ker sem jih videl in vem, kakšne portale je odprla. In to so karte, ki so tako izjemne, da do zdaj nisem videl na planetu Zemlja produkta, ki bi v tako veliki meri kanaliziral nadangelsko energijo kot te karte. In jaz sem danes možnost, da vam dam dve darili. Prvo darilo je, da vam bom zdaj pokazal par kart. Pokazal vam bom par kart na zaslonu. Tako da Kristja mi je poslala fajl, je rekla, lahko jim pokažeš karte. In dobro, zdaj poglejte, ok? Dobro, poglejte, ja. Evo. In bom dal zdaj takole, da boste videli še mene, koliko sem navdušen na tem, čeprav fokus na karte. To je ena karta večnega enega dinga nad Angela Mihaela. Absolutno izjemna. Ona je take portale, evo, nad Angel Muriel, čas za meditacijo. Ona ti pride takrat, ko ti da sporočilo, da je čas za meditacijo. Nad Angel Ariel. Tako, ko sem jaz njo videl, sem rekel, wow, kaj si ti sestavlja skup. Glejte, nad Angel Ariel, poznate vsi, boginja obilja, oziroma nad Angel obilja. Ste vedeli, kako zgleda? Takole zgleda. Tisti, ki ste se vedno sprašvali, bom kdaj videla angele? Jo, jaz jih nikoli ne vidim, jaz jih sam čutim. Zdaj jih boste lahko videli prek teh kart. Točno taki so, oni imajo take barve, oni imajo take obraze, oni imajo take oči, oni so takšni. Evo, Sakiel, nad Angel Sakiel, skrivnostni Sakiel, angel magičnosti, pomaga zmanifestirati karkoli želiš. To so izjemne stvari. Evo, vam čez celo, nad Angel Livet, spomladanski zvončki, ki prenesejo nova spoznanja o novih stvareh. To so nad Angel Patiel, poglejte ga, gledajte to energijo, ki ima ta nad Angel, ki vrača izgubljeno iz kozmosa, ki vam pomaga sestaviti življenje nazaj. Nad Angel Sofija, angel sreče, srečne družine in svetlobne ljubezni. Nad Angel Lailah, nad Angel otrok. Jaz te karte bi lahko jih gledal dneve in dneve in dneve in sem jih. Jaz sem jih tokrat pogledal, jaz sem jih tokrat čekiral. Meni so izjemne, tako da, evo, poglejte, tukaj imate še za povezovanje z živalmi, če boste sporočilo živali dobivali, imate ga kužata v zadnjih. Rafael, vas zanima, kako nad Angel Rafael zgleda? Rafaelom delamo zelo veliko na zemlji, tako zgleda, če vas zanima, kakšen obraz ima.
kakšno energijo ima. Haniel, evo, tako, jaz sem samo hotel vam danes dati en uvid v magijo, definitivno angelsko magijo, ki je Kristi ustvarila. In zdaj imam za vas eno darilo od nje. Te karte ekskluzivno so danes vam bile najavljene, vi ste prvi, ki ste izvedeli za njih in vem, da ste eni zaljubljeni v karte in vem, da vam bo odgovor iz teh kart pomagal z najpomembnejšo odločitev v življenju sprejeti in razumeti stvari. Zato vam Kristi podarja darilno kodo. Podarja vam darilno kodo, ki se imenuje karte. K-A-R-T-E in vam prinese 20% popusta in brezplačno poštnino, to se pravi, vam prinese en tak ugoden paket, ukolikor se boste odločili, da si te karte naročite in jih si kupite do 3. julija. Karte bodo na voljo septembra, ampak zdaj je predprodaja, predponudba samo za izbrano in vi ste zdaj prvi dobili te stvari in 99 kart v Kristi na tak način dala ljudem. 99 kart v predponudbi za to posebno kodo. In jutri ob dopoldan bo šel ven mailing v našem ekskluzivnim članom naše svetlobne družine, kjer bojo ljudje lahko, 99 ljudi si izbrali te karte po te akcijske cene, ampak vi ste danes dobili prvi, tako da tisti, ki vas zanima, naši moderatorji bodo dali v klepet povezavo, lahko si že danes naročite najboljše nadangelske orakelske karte z resničnimi obrazi nadangelov in ključnimi sporočili za življenje v chatu. A prav? Tisti, ki ste pa novi, imate tukaj danes možnost, ne? In tisti, ki ste pa novi, mi imamo veliko takih stvari, mi imamo ogromno, ne veliko takih stvari, ampak veliko imamo presenečen, se naročite na naše e-novice. Na potovanjeduše.si spletni strani se naročite na e-novice in boste prišli na našo mailing listo in boste dobivali takšne darila in takšne ponudbe domov, v svoj nabiralnik. In tule so mi zdaj moderatorji sporočili, da želite še enkrat videti, z veseljem vam še enkrat pokažem nadangelsko energijo. Evo, nadangel Haniel, nadangel Rafael. Evo, Rafael, preko mene želi nase upozoriti tvoje telo, poskrbi za zdravje, podpri telo, sooči se s slabimi navadami in me prosi, da ti jih pomagam premagati. Tvoje telo je tvoje svetišče in trenutno potrebuje kar veliko čistosti in nove svežine. Model je hud. Morate priznati, da model je hud. Tale Rafael se ni čuden, da je eden najbolj vrhovnih nadangelov, ki dela s planetom Zemlje že tisočletja in s človeško vrsto. Tako da mnogi ga imate za duhovnega vodnika. Mnogi boste v teh nadangelskih kartah prepoznali svoje duhovne vodnike. Jaz se spomnim, ko sem svojega Mihaela videl. Jaz ga imam tetoviranega, dogaja čez celo ramo. Ko sem videl Mihaela, sem rekel, on je točen tak. Jaz sem rekel, Kristi, pa kako, a veš, kako imajo te karte tako resnično obraze, kako barve, če vas zanima, kakšne krila imajo ti vodniki, kakšne obleke imajo, kakšne oklepe imajo, kakšne barve oči, točen take. Če je kdo človek, ki vidi, čuti nadangele, je to Kristi Žmahar in jaz sem ji toliko hvaležen, da je ustvarila te karte in jih je sestavila, da vam povedati ne morem. Tako da, evo, Rafael je samski, to pa najbolj, da se Rafaela vpraša, ne? Tako da, izjemno, no. Tako da, eni ste spraševali že dolg časa po kartah, Kristi je pa ne skrivaj svoj svetlobni plan delala, ne? Tako da, evo, vam še pokažem, še nazaj gremo, tako, izjemni so. Izjemni so in noter so karte za delo z otroci in so karte za delo z živalmi in so karte za delo z vsemi vrstami svetlob in za samozavest in za zdravje in manifestacijo, obilje, vse. Zanimivo pri teh kartah mi je, da so žive. Ko ti gledaš te karte, se ti kar tako imaš občutek, da z ljudmi komuniciraš. Imaš občutek, da to bitje res gleda ven. In res gleda ven. Tako da te karte, jaz sem toliko hvaležen, da sem jih imel možnost videti in zdaj sem hvaležen, da jih lahko vam pokažem. Tako da, evo, še enkrat, v klepetu imate povezavo, ekskluzivno gre 99 kart v predprodaji, možnost prednaročila ven, uporabite kodo karte, prinese vam 20% popusta, dobili jih boste jesen, ampak če jih do 3.7. zaključite naročilo, in
boste dobili posebne blagoslovljene, aktivirane karte samo za vas od Kristi Žmahar. Samo tukaj, da boste vedeli. Evo, to je en tak skrivnostni projekt, ko ljudje včasih vprašajo, Kristi, kaj cele dneve pa cele noči dela? Kaj dela takrat, ko ni na tečajih? Take projekte. Tako da, evo, zelo sem vesel. Ampak je samo 99 paketov. 99 je številka močnega lightworkinga, 9 je številka svetlobnih lightworkerjev in Kristi je zelo močen lightworker, zato 99. Tako da boste vedeli. Evo, in to je bila ena taka stvar, ki sem hotel z vami deliti. Tisto, kar pa je zelo pomembno tudi v tem obdobju, da veste, pa je, da mnogi ne razumejo, kakšne moči imamo ljudje v sebi. In eden izmed ključnih namenov današnjega zdravilnega večera je tudi, da vas na to spomnim, da imamo ljudje znotraj sebe izjemne duhovne moči, ne zaradi tega, ker nas je Bog blagoslovil z nečem, no, nas je, ampak zaradi tega, ker smo tako narejeni. Ljudje smo v osnovi zelo inteligentna bitja in imamo tako regeneracijo, taka zdravljenja, take sposobnosti zapisane v svojih celicah, v svojem telesu, v svoji biologiji. In mi za svojim telesom smo del narave. Človek za svojim fizičnim telesom je del enega izmed najbolj naprednih energijskih ekosistemov na tem planetu. In to je v bistvu, to, da človek razume, da je manifestacijsko del Gaje, del planetarne energije, tega planetarnega ekosistema, ki je toliko manifestacijsko in biološko napreden sistem za prevajanje energij. Ko človek to razume, takrat postane neustavljiv. In Amazonija, tečaj zdravilnih energij, ki ga začnem 6. avgusta, 5 dni po mojem rojstnem dnevu, z razlogom, takrat se ena zelo velika prelomnica dogaja, to poletje, je tečaj enih najbolj naprednih frekvenčnih tehnik. Eden tečaj najbolj naprednih frekvenčnih tehnik, ljudem se sanja, na kakšnem planetu živimo. Ljudje mislijo, da če so videli morje, če so videli reke, slapove, če so videli gozd, da so videli naravo. Ne. Narava na tem planetu je 1000-krat močnejša od tega, kar ljudje mislimo, da je. In skriva takšne kode v živalskem, rastlinskem, človeškem kraljestvu. In ta narava na planetu Zemlje, zapomnite si, dragi moji, ima možnost, da vibracijsko zraste na 5. dimenzijo. In mnoge napredne civilizacije delajo z Lady Gajo in vanjo pošiljajo kode, katere ljudje lahko kanaliziramo z narave, če znamo. In to je tisto, kar bom učil na Amazoniji. Amazonija je tečaj novih frekventnih planetarnih zdravilcev. Nikoli ga še nismo delali pri nas in smo čakali dolg časa, da smo dozoreli do te točke. Tudi jaz sem mogel dozoreti do te točke, da lahko delam s temi energijami. Tako da tisti, ki vas zanima ta level zdravljenja sebe, planeta, razumevanje nivojev planeta, skrivnostni zapisov v rastlinskih celicah, kako kristalne mreže delujejo, kaj je voda, kako se jo bere, kako se vremenska energija po tem svetu pretaka in želite biti certificirani kot amazonski terapeuti, se pogledajte Amazonijo. 6. avgust. In danes sem jaz predvsem hotel vam povedati, da imate v sebi vsi DNK, zelo močnega lightworkerja. Če ste danes prišli sem, eni ste prišli na ta zdravilni večer zaradi tega, da sebe pozdravite in sebe dvignete, eni zaradi tega, ker imate znotraj sebe klic lightworkinga. Ta planet trenutno rabi nove kristaloterapeute, ta planet rabi amazonske terapeute, ta planet rabi ljudi, ki bojo dvignili druge. Glejte, kaj se dogaja po tem planetu. Ljudje iščejo vodstvo, ljudje iščejo podporo, ljudje iščejo backup, pa ga ne najdejo, zaradi tega, ker je večina sveta šla v površinske stvari, socialna omrežja, televizija, radije se v mnogih primerih uporablja za brezvezne stvari. Ljudi se poneumlja, namesto da bi jih v informacijski dobi krepili in učili. Zato se rabi prizemljene lightworkerje, ki vejo, kaj delajo, z najmočnejšimi orodji, kot so Lady Gaja za hrbtom, s kristali v rokah, in tukaj vam lahko pomagamo. In danes sem hotel predvsem vam povedati, da imate vsi v svojemu DNK-ju vse to, kar sem danes govoril, zapisano. In da znate s temi angeli, ki jih je Kristi na kartah sestavlja skupaj, oziroma vam jih bo približala, znate komunicirati, tako kot se zdaj mi pogovarjamo, da znate vsi skenirati svoje telo, da ste neustavljivi. Ampak rabite sprejeti odločitev, da boste prijeli to zavest v sebi in jo usmerili.
In če vam lahko zdaj jaz na tem pomagam, ali s takim večerom, kot smo ga danes imeli, ali pa Kristi z meditacijami, ali pa z nekim zdravilnim tečajem, kot je Amazonija, ali pa z angelskimi kartami, ali pa s knjigo 8 ključev življenjskega cesarstva, katero smo napisali prejšnji mesec in je postala uspešnica med ljudmi. Tiste, ki je nimate, bojo moderatorji dali zelo klepet, link si je lahko naročite. To so svetlobna orodja, ki vam bodo pomagale inkarnacijo zgraditi in narediti, da boste srečni, da boste spopolnjeni. In to je namen. Duhovno materialno potovanje duše se res na vseh frontah in tisti, ki ste leta z nami, to veste, trudimo, da podpremo človeka v inkarnaciji z najbolj naprednimi znanji in najbolj ključnimi znanji, zato da lahko uresničite svoje življenjska poslanstva, zato da lahko uredite tisto, kar vas muči, da lahko greste naprej. Za vsakega izmed vas jaz želim, da imate uresničeno inkarnacijo življenja. In Kristi, in Vita, in Nuša, in jaz, to so naše še moderatorke še v ozadju. In Vita je z vami za svojimi zdravilnimi reiki energijami in jaz bom z vami za kristalnimi in amazonskimi energijami in Kristi je ustvarila najbolj izjemne angelske karte ta trenutek. Veste, mi vsi se trudimo in mi vsi bomo hodili naprej. In tisto, kar dajmo pet skupaj naprej. To poletje, ne pozabite, je ključna točka preobrata. In jesen bo točno takšna, kot boste vi se odločili, da bo za vas. Zdaj pa, če znate energijo sami postaviti, postavite jo. Ne rabite k meni hoditi na meditacije, postavite jo. Meditirajte doma po svoje, na svoj način delajte s kristali, pogovarjajte se z vesoljem, kanalizirajte, če znate, super, odlično, vas samo spodbujam, da jo nadaljujete. Če rabite pa tukaj zaveznika enega, pomoč, interpretacijo, podporo, sem vam pa zdaj naštel en kup stvari, kjer se lahko mi družimo, pogovarjamo, izmenjujemo in tako dalje. Tako da, jaz sem res na vsakega izmed vas danes zelo ponosen, da ste z mano bili na tem večeru. Hotel sem vam dati ta diagnostični seznam, zato da ne boste kaj spregledali v življenju. Kaj brez veze. Res je brez veze, da spregledate neko stvar, ki vam skozi utripa in vam kaže znake, da je nekaj narobe. In če boste znaj v zavest, lej, nekaj je narobe, nekaj, točno to je Žmahar omenil, se spomnim, lej, točno to imam jaz, pa daj pejt nam meditirati, daj pejt v meditacijo, pa poglej, kaj se ti dogaja, ali pa malo razmisli, pa pejt malo analizirati stvari, ki se ti dogajajo v življenju, pa kako navado spremeni. Naredi si kristaloterapijo, vzam nek kristal, ne vem, lahko je rožavec, lahko je zlati pirit, pa ga pros, če ti lahko pomaga kanalizirati energijo. Prid na tečaj, te bom naučil tega delati. Pejt v naravo, odkleniti zdravilne kode, ko so jih že Indijanci vedeli, ko so jih Masaji vedeli, Aboričini vedeli, pa jih je moderna družba pozabila. Naredi te stvari. Živiš na planetu, na katerem je vse mogoče. Na tem planetu, dobro se to poslušam, s tem bom tudi danes se bomo poslovili. Na tem planetu je mogoče spremeniti telo, situacijo, katero imaš v telesu, na boljše ali pa na slabše. Na tem planetu je mogoče manifestirati tisto, kar si želiš, ali pa zrušiti tisto, kar ti je pomembno. Obe smeri sta na tem planetu. To je posebnost Gaje, Zemlje. Da na tem planetu lahko rastemo ali pa padamo. In je čist brez veze, da bi padali, če pa toliko malo manjka, da rastemo. Če toliko malo manjka, da samo nakalibriramo svoje misli in da samo prave odločitev, par pravih odločitev sprejmemo in se začnejo zadeve manifestirati v našo smer. Življenje na planetu Zemlje ni toliko težko, če poslušamo. Je lahko zelo logično in je zelo podprto z vodstvom, ker nas vse podpira na tem planetu, če poslušamo in si dovolimo sprejemati odločitve, ki so prave za nas. Ampak težave, ki ljudje ne vejo. Zato sem vam dal ta diagnostični seznam, da boste znali prepoznati, kaj vas mogoče muči in par orodij, kako lahko zrastete, kako se lahko ukrepite. Tako da vsakemu izmed vas želim res čudovito poletje. Jaz sem poletni tip, jaz imam 1. avgusta rojstni dan. Če je kdo rojen pod sončno kodo, če je kdo rojen v manifestacijski energiji, v energiji poletnega leva, ja, vem kako je, vem, da vam je enim pomembna ta energija, tudi meni je pomembna, ampak uporabite zato, da vam zgradi življenje. In zato smo s Kristi smo skreirala ta dogodek z duhovnimi vodniki. Kristi z svojimi kartami danes, ki vam je dala to izjemno ponudbo in z par nasveti in interpretacijami,
smo zdaj to naredili na začetku poletja. Zato, da boste res vse, kar prihaja, vse polne lune, super polne lune in poravnave uporabili v svoj prid, za svojo inkarnacijo. Prav. Tako da jaz vam želim absolutno vse najboljše. Želim vam, da ste srečni, da ste zdravi, da ste mirni in da imate tisto, kar želite imeti v glavi, v srcu in fizično, na vse zadnje materialno. Ne? Vse smo materialna bitja, tudi ljudje. Tako da upam, da sem vam lahko s tem večerom, da smo vam lahko s tem večerom in vem, da smo vam doprinesli neko novo svetlobo v življenje, vam pomagali mogoče ene stvari boljše razumeti in lahko osvetlili vaše življenje v neki točki. In sem vesel, da smo na tej poti skupaj. In se vam vsem zahvaljujem za to lepo energijo, ki ste mi jo danes izkazali in vidim, da klepet skozi, imam en uč na klepetu in imate toliko fajn energije, ampak ne morem vseh komentarjev prebrati, ne morem vseh ljudi pozdraviti, tako da vam bom dal en skupni lep pozdrav. Vse vas objemam energijsko in vam pošiljam nadangelski, zdaj je moderno, nadangelski pozdrav. Tako da imejte se lepo. Hvala moderatorska ekipa za podporo in za usmerjanje. Tako da se veselim, da se vidimo, ko se vidimo, kjerkoli se že vidimo. Imejte lepo poletje. Čau.